danes bolj filozofski, oziroma poln retoričnih vprašanj, pač filozofski. A mora biti družinsko vozilo vrhunsko vozno? V bistvu niti ne, ker se boste vozili družinsko počasi in je udobje bolj pomembno. A je lahko družinsko vozilo udobno in se hkrati lepo pelje? Torej, da se ne nagiba kot jadrnica in da da volan boljši občutek kot v ogenj potisnjena dlan. Težko. Razen, če govorimo o Fordu. Tole je novi S-Max. Ni majhen, ker nikoli ni bil. Zato pa ponuja bistveno več prostora od obeh sort C-Maxa in skoraj toliko kot Galaxy, ki pa je manj dinamično oblikovan. Tole je Fordov, skratka, največji enoprostornik, ki deluje še vedno zelo, kako naj rečem, skoraj športno. Z boka in od zadaj, v primerjavi s preteklim, niti ni tako drugačen, je pa zato od spredaj. Nos je zelo podoben tistemu pri prenovljenem C-Max. Bolj zaobljen in eleganten je, mogoče po drugi strani tudi manj oster. No, bolj pomembno pa se mi zdi, da vam pokažem, kakšen je znotraj, saj boste tam preživeli največ časa. Grem po vrsti. Z vozniškega vidika je okoljsko bistveno bolj moderen. Tale velik zaslon na dotik je pregleden, razen navidezni gumbi bi lahko bili malo večji, ker včasih kakšnega ne zadenem. Sicer pa je okolje pregledno, udobno, tudi tile merilniki so mi zelo všeč. Zadaj je prostora ogromno, tako da bodo trije mulci zlahka sedeli vsak v svojem otroškem stolčku in se med vožnjo pretepali, da vam ne bo dolg čas. No, še rit. Tudi tukaj je prostora ogromno, vsak rama bo šla notri ali pa še dva mulca, kajti tu spodaj je prostora še za dva dodatna sedeža, bolj zasilna. Tiste v drugi vrsti pa lahko zdaj enostavno podrejete z gumbi tukaj. Je pa res, da morate pred tem mulce poslati iz avta, jasno. Potem pa pridem do najlepšega dela, do vožnje. Ni treba, da se enoprostornik pelje skoraj športno zanesljivo, če se pa tudi ni nič narobe. S-Max za čuda ostaja izjemno udoben. Res, prav fino ga je peljati, ker ni pretrd in ne nabija na slabih podlagah, občutek na volanu pa je vseeno krasen in tudi v ovinke se lepo zapodi. Predvsem pa je tih. Med vožnjo niti ne slišim motorja, niti vetra, le tukaj nekaj škripa, ampak mislim, da gre to za težavo tega avta. Tamle spredaj je dvolitrski dizelski motor, tokrat 132 kW moči, to je 180 konji. Kaj ne rečem, tako zmogljivega verjetno ne boste potrebovali, je pa tale prepričljiv, zlasti pri nižjih vrtljajih lepo potegne, moči pa je tako ali tako več kot dovolj. Tale dvosklopčni menjalnik PowerShift je med vožnjo ok, pri speljevanju pa cuka, tako kot vsi ostali. Ni pa mi všeč, da je način S, torej za športen način predstavljanja tule spodaj, bi moral biti ob strani, ker vedno nehote prestavim van. In potem, ko grem vzvratno, prestavim v nevtralno, ki je 2 klika više, kjer je drugod vedno že vzvratna. No, takšen S-Max nas bo olajšal za malo manj kot 37 tisočakov, ampak tale je precej opremljen. Vzemite raje ročni menjalnik in malo šibkejši motor pa bo cenejši in ne dosti manj prepričljiv.